Morda mislite, da vas kriptoprevare ne morejo doleteti, če se ne ukvarjate s kriptovalutami. A žal ni tako. Kriptoprevare sodijo med najpogostejše in finančno najbolj škodljive oblike prevar v letu 2025. Pogosto so tudi med najzahtevnejšimi za razreševanje, saj žrtvam povzročajo izjemno visoke finančne izgube in jih je težko izslediti. Kriptoinvesticijske prevare so nekako že zadnja leta postala stalnica. Mi ves čas opozarjamo in vidimo, izjemno visoke zneske oškodovanja in podobno tudi opozarja policija. Naj omenim, da smo na sicer lani zaznali rekordno oškodovanje v tej prevari v višini 260 tisoč evrov, kar je v bistvu bila oškodovana fizična oseba. Tudi na policiji opozarjajo, da pri celoletni škodi, ki je lani znašala približno 40 milijonov v teh spletnih prevarah, je največji delež, praktično več kot polovico, so zasedle ravno te kriptoprevare. Torej mi vidimo dve tipični lastnosti, da so te prevare povzročajo vedno višje oškodovanje, vedno bolj pogoste so in pa tudi vedno bolj prefinjene. Tudi tisti, ki niso nikoli vlagali v kriptovalute, lahko postanejo tarča goljufov, saj se prevara začne popolnoma nedolžno. Najpogosteje se začnejo na tak način, da dobimo klic iz neke neznane številke, lahko izgleda tudi, da je slovenska številka, in nam neznanec na drugi strani v lepi slovenščini, to se mi zdi tudi pomembno poudariti, pove, da nas čakajo neka sredstva pozabljena na našem kriptoračunu, da gre za enih 500 evrov in da nam jih sedaj želijo nakazati. Torej, dostikrat ljudje tudi, če se zavedajo, da nimajo odprtega nobenega kriptoračuna, si vseeno mislijo, mogoče so se pa zmotili, pa bom jaz vseeno dobil ta denar nakazan. V bistvu pa to samo en tak uvod v tako, bom rekla, dosti prefinjeno prevaro, kjer vas oni prepričajo, da si na svoj računalnik ali pa na telefon naložite nek programček in s tem programčkom vam potem oni lahko nakažejo ta denar. V resnici si pa posameznik na svoj računalnik naloži eno programsko opremo, ki temu napadalcu omogoči popoln nadzor nad vašim računalnikom in tudi upravljanje z vašo spletno oziroma z mobilno banko. To pomeni, da oni imajo odprta vrata dobesedno v vaš mobilni oziroma spletni bančni račun. Kar potem naknadno izvajajo, je prenakazovanje denarja, prenakazovanje z varčevalnih računov, lahko celo odprejo hitri kredit v vašem imenu. Bodite posebno pozorni, če vas kdo prosi, da na svoj računalnik ali telefon namestite kakšen program. Ker v tem primeru v bistvu gre za programsko opremo, ki nadaljavo omogoči dostop napadalcu in v celoti prevzame nadzor v vašem imenu, potem lahko odpira programčke, nakazuje denar in tako naprej. Kadar vas nekdo pokliče po telefonu in vas prepričuje, da si nekaj naložite na računalnik ali pa na vaš pametni telefon, je to absolutno razlog, da prekinete ta telefonski pogovor. Zelo, bom rekla, so prepričljivi ti napadalci, dostikrat kličejo iz slovenske telefonske številke. Ko se oglasite na telefon, oni poznajo vaše ime, priimek, naslov in zato je ta njihova zgodba še bolj prepričljiva. Prevaranti lahko pridobijo naše podatke na spletu in iz njih lahko ustvarijo zelo prepričljive zgodbe, ki pa nam delujejo tudi zelo mamljivo. In to je tisti razlog, zakaj so uspešni. V bistvu oni, bom rekla, ne uporabljajo tehnologijo, ampak psihologijo. Oni vplivajo, manipulirajo z našimi čustvi, z nekimi takimi tipičnimi lastnostmi, kot so neka radovednost, želja po zaslužku, strah, ljubezen. Skratka, zelo so prepričljivi pri tem prepričevanju in zato so toliko uspešni. Preden verjamete obljubam o hitrem zaslužku, vedno preverite vire in vprašajte strokovnjake. Predvsem pa nikoli ne nameščajte neznanih programov na svoje naprave.